Vedno naletim na ta tvoj objektiv. Sam film. Pozdravljam. Da si pobegnil včeraj? Ja, si pobegnil, neko zidanco gor, da naši niso daj, da se malo nisi ti vodil? Još rekel, da te ne pozval, ne? Draga prijatelji, iz Draga je red. To je tu poštotan. 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 Moram da čuvaj tega posnet, da bo svoj na podlagati s čenkali.
27. junija 1991 je Slovenska skupščina razglasila temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, temeljni dokument slovenske osamosvojitve. Naslednjega dne, zvečer 26. junija, je v Ljubljani na Trgu Republike potekala državna slovesnost ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije. Ob zvokih Zdravljice se je visoko dvignila slovenska zastava. Slovenija je praznovala uresničenje tisočletnih sanj in skoraj preroško so odmevale besede predsednika Milana Kučana: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Že v prvi uri novega dne, 27. junija ob 00:47, preseneti prva informacija o premiku enote oklepnih vozil JLA iz Karlovca. 14 minut kasneje, drugi pokrajinski štab teritorialne obrambe Dolenjske prejme ukaz republiškega štaba TO postaviti nenasilno blokado na mostu prek reke Kolpe v Metliki. Ob 1:15 oklepna kolona JLA prevozi Metliko še pred postavitvijo blokade na mostu. Čez Gojance proti Novemu mestu se pomika 12 oklepnih transporterjev POL 3, 6 tovornih vozil TAM 5000, terensko vozilo tipa Pinzgauer in 2 terenski vozili znamke Fiat. Istočasno je sprejeta odločitev za postavitev blokade v Pogancih pred Novim mestom, kjer nato od 1:45 dalje poteka postopno uvajanje enot teritorialne obrambe za njeno varovanje. Oviro predstavljajo tovornjaki cestnega podjetja, natovorjeni z gramozom, na položaj pa je bila postavljena enota za protidiverzantsko delovanje 21. občinskega štaba teritorialne obrambe. Ob 2. uri razglasijo alarm v vojašnici Novo mesto v Bršljinu. Natanko uro kasneje pade prvi strel v vojni za samostojno Slovenijo. Ostalo je zgodovina. Spoštovani, lepo pozdravljeni na slovesnosti ob spominskem dnevu mestne občine Novo mesto, v spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo in v počastitev dneva državnosti. Med nami z veseljem pozdravljam župana mestne občine Novo mesto, gospoda Lojzija Muhiča, številne udeležence vojne za Slovenijo, predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij ter vse, ki ste se odzvali današnjemu vabilu. Dogodki, o katerih smo slišali v uvodu, in tisti, ki so jim sledili v 10-dnevni vojni za Slovenijo, se po skoraj četrt stoletja slišijo kot zanimiva zgodba. Resnici na ljubo pa je potrebno reči, da v slovenski javnosti še vedno čakajo na ustrezno umestitev v kolektivno zavest in šolske učbenike. Danes smo se zbrali, da bi počastili spomin na pogumna in odločna dejanja, napore in žrtve, ki so pripomogli k temu, da smo danes suverena država, ter se obenem zazrli naprej. Narodna zavest prihodnjih rodov mora temeljiti na vrednotah slovenske samostojnosti. Temu je namenjena tudi današnja slovesnost, na kateri bomo s posebnim poudarkom predstavili vlogo teritorialne obrambe Dolenjske v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju, kot jo zgodovinskemu spominu prepušča istoimenski zbornik, o katerem bo več govora še v prihodnje. Nocojšnja prireditev pa ni edina v sklopu občinskega spominskega dneva. Župan mestne občine je skupaj s predstavnikom Slovenske vojske in veterani vojne za Slovenijo Dolenjske že dopoldne na Pričenskem pokopališču položil venec na grob Franca Uršiča, pripadnika teritorialne obrambe Dolenjske,
padlega v vojni za Slovenijo leta 1991, pri čemer je sodelovala tudi častna straža Slovenske vojske. Župan je kasneje skupaj z veterani vojne za Slovenijo, Slovensko vojsko in policijskim veteranskim društvom Sever položil venec še ob spomeniku prvega spopada z JLA na Pogancih. Zato k besedi najprej vabim župana Mestne občine Novo mesto, Alojzija Muhiča. Prosim. Spoštovani zbrani, vsem skupaj en lep dan želim. Veselim se, da ste se zbrali v tako velikem številu, da počastimo spomin na 25. junij, na celotno dogajanja, ki so bila takrat pred dejansko 23 leti. Čas se neizmerno odmika in moram ob tej priliki poudariti, da bi želel, da bi na pobudo vodstva veteranov teritorialne obrambe in vodstva veteranov Sever v letu 2016 o 25-letnici dejansko postavili spomenik našemu takratnemu zmagovitemu pohodu, da smo Slovenijo končno dobili kot državo, kot samostojno državo. Da je osamosvojitev dejansko prinesla nam tiste stvari, ki smo si jih želeli, samostojnost, samostojno državo. Žal pa v vsakdanjem življenju po 23 letih morda tega ne čutimo tako, kajti prevladuje kapitalizem, pozabljamo na sočloveka in upam, da bo v prihodnje drugače. Jaz želim, da se spominjamo tega dne nenehno, zato je tudi občinski svet 25. junij proglasil za dan spomina Mestne občine Novo mesto in naj ta dan ostane v spomin dejansko vsem občanom in širši domovini. Čestitam vam v prazniku, želim vam prijeten večer in srečno še v bodoče. Hvala. Hvala gospodu županu. Dan državnosti za našo domovino ni le zunanji pomnik samostojnosti, ampak nam predstavlja tudi simbol svobode. Svoboda pa pomeni odgovornost. Ni je moč zgolj naslediti, temveč jo je treba vedno znova uresničevati. Na oder vabim generala podpolkovnika Albina Gutmana, vojnega poveljnika teritorialne obrambe Dolenjske, današnjega slavnostnega govornika, da nam spregovori. Prosim. Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, spoštovani general Lado Lipič, cenjeni župan Mestne občine Novo mesto, gospod Alojzij Muhič, dragi udeleženci nocojšnje prireditve in še posebej pozdravljam spoštovano gospod Uršičev. Pred 23 leti smo tu v Dolenjskem muzeju odprli razstavo slik slikarja Janka Orača, pripadnika enote teritorialne obrambe, ki se je na klancu Medvedjak spopadla z oklepno kolono jugoslovanske armade. Svoja doživetja vojnega spopada je oživel s slikami, ki so se vsem nam, ki smo si jih ogledali, globoko vtisnile v spomin in segle v naša srca. Njegove slike so sporočale. Bilo je težko, bilo je hudo, bila je vojna, ki ji nismo mogli ubežati. Takrat smo v Sloveniji to vedeli vsi. Poprijeli za orožje in komaj rojeni državi poskušali zagotoviti samostojnost. Kaj pa danes? V preteklih letih so posamezniki iz vrst različnih analitikov, vsesplošnih razlagalcev naše osamosvojitve, proučevalcev in interpretatorjev osamosvojitvenih dogodkov, iz vrst politike in celo iz vrst kulturnikov, uokvirjenih v svojem svetu strokovnosti in minulega znanja, vojni za osamosvojitev Slovenije pripisali različna imena.
operetna, namišljena, nesmiselna, neprava. Vojne spopade razlagajo, kakor komu ustreza. Pri tem pa pripadnike teritorialne obrambe, ki so v spopadih sodelovali, ne poprašajo ničesar. S svojim modrovanjem dajejo vtis izkušenih vojskovodij in poznavalcev vojaške veščine. Pa v nobenem spopadu niso sodelovali niti minute. In bolje je, da niso. Z zaključki, ki nam jih danes ponujajo, v vojni leta 1991 ne bi preživeli niti dneva. Ugotovili so celo, da to vojna sploh ni bila, saj je za vojno v različnih politoloških in socioloških teorijah potrebnih najmanj 1000 mrtvih. Za vse tiste, ki smo v spopadih sodelovali, za vse naše družine, za vse naše najbližje, za Franca Uršiča in Jerneja Molana, za vse ranjene in mrtve, za vse pripadnike teritorialne obrambe in milice je vojna bila. Kruta, neusmiljena, kakor je katerakoli vojna. Žal smo pred leti lahko v časopisju prebrali tudi trditev, da je Jugoslovanska ljudska armada ravnala v skladu z mednarodnim pravom. So grožnje z bombardiranjem in ustrahovanjem ljudi z nizkimi preleti letal v skladu z mednarodnim pravom. Je vdor na ozemlje suverene države v skladu z mednarodnim pravom. Je bombardiranje in raketiranje civilnih ciljev na Medvedjeku v skladu z mednarodnim pravom. Odgovor je preprost. Ni. Pa vendar se tovrstne trditve pojavljajo v tezah različnih raziskav, zapisov in člankov. Nihče jim uradno ne oporeka. Če se oglasimo veterani, nas šodrajo s trditvami o naši preveliki emocionalni povezanosti v zvezi z osamosvajanjem Slovenije. Nihče pa svojih trditev ne popravi, nihče se ne opraviči. Preprosto se zavije v molk in čaka na naslednjo priložnost. Pogosto je v Sloveniji slišati celo, da dogajanja v letu 1991 niso vredna omembe, saj je vse skupaj trajalo le nekaj dni in da smo imeli le gromozansko srečo, da se je vse tako lepo končalo. V zgodovini so bile tudi že krajše vojne, pa se nihče ne spotika ob njihovo kratkotrajnost. Vse premalo se zavedamo, da so zmage v spopadih na Dolenjskem in povsod po Sloveniji veliko prispevale k temu, da se vojaški spopad ni razplamtel v spopad, ki so ga kasneje doživeli na Hrvaškem in v Bosni. Za zmage pa je potrebno znanje in ne sreča. In to je vsak, ki je kadarkoli doživel le en dan spopada. To smo dokazali tudi na Dolenjskem. Skupaj s pripadniki milice, civilne obrambe, zaščite in reševanja in krajani smo ustavili prodirajoče kolone Jugoslovanske armade. V pogancih so rafali z avtomatske puške poveljnika enote JLA pokazali, kako bo ta delovala. Z orožjem in neusmiljeno. Na Medvedjeku in pri Rigoncah so prve žrtve med pripadniki TO, med krajani Medvedjeka in civilisti, ki so se po naključno znašli na cesti precej stran od blokirane kolone, javnosti doma in tudi po svetu sporočale, da ne gre za nikakršen lokalni spopad, ampak za pravo vojno med dvema državama. Ukazi, ki jih je prijela oklepna enota JLA v Krakovskem gozdu, uničite vse pred seboj, požgite, kar se da, pa so dokončno pokazali pravi agresivni namen takratnega delovanja
Jugoslovanske ljudske armade. Jugoslovanska ljudska armada je bila vojaško poražena, ne samo pri nas, v celi Sloveniji. Pripadniki teritorialne obrambe Dolenjske so izpolnili vse ukaze in vse naloge in svoj dolg do domovine častno in pošteno z največjimi možnimi prizadevanji po rešitvi nasproti brez spopadov tudi zaključili. Tudi zato prav nihče ne more pripadnikom teritorialne obrambe in milice deliti nobenih očitkov, najmanj pa tisti, ki z veliko mero cinizma in izničevanjem osamosvojitvenih dosežkov vedno znova poskušajo prikazati takratno teritorialno obrambo Slovenije kot hordo neukih teritorialcev, ki so, kot je nekdo zapisal, in to celo v reviji Slovenska vojska, delili odlikovanja tistim, ki niso bili niti blizu pokanja. O vseh teh zapisih v preteklih letih danes ne presenečajo vprašanje. Zakaj je skoraj četrt stoletja potrebno zapisovati takratne dogodke? Kaj novega odkrivamo? Komu bo vse skupaj namenjeno in komu koristimo? Zbornik, ki nosi naslov Vloga teritorialne obrambe v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju, daje odgovore na to vrstno vprašanje. In ničesar novega ne odkrivamo. Ne pišemo zgodovine, ne pišemo poljudnih zapisov, da bi bralce navduševali. Ne pripovedujemo zgodb. Prispevki v zborniku so pričevanja. Zapisali so jih posamezniki, ki so v vojnih spopadih in dogajanjih sodelovali, jih vodili in se bojevali. So prispevki tistih, ki so kruto realnost vojne doživeli. In nikoli do sedaj niso poudarjali svojih zaslug ali vsem in vsakomur, kot to nekateri počno, razlagali, kako so leta 1990 in 1991 vse sami pripravili, vodili in naredili. Izkušnje avtorjev prispevkov so dragoceno gradivo, tudi za vse tiste, ki se danes poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z vojaštvom. Za vse, ki želijo informacija o teritorialni obrambe Dolenjske, za zgodovinarje, za učitelje. Predvsem pa so namenjeni mladim, saj v sodobnih učbenikih zgodovine Slovenije žal ni prostora za teritorialno obrambo in milico. Ni prostora za vse tiste, ki so svoja življenja izgubili v spopadih z Jugoslovansko ljudsko armado, pa bi moral biti. In tudi zato je danes pred vami zbornik. Naj mi bo ob koncu dovoljeno, da se zahvalim vsem, ki ste se odzvali in svojim prispevkom obogatili zbornik, vsem, ki ste se udeležili posveta ter izdaji zbornika, in pa vsem tistim, ki ste pomagali, da je zbornik natisnjen. Nam pa preostane le, da ga vzamemo v roke in preberemo. Hvala za pozornost in lep večer. Hvala generalu Gutmanu. Oktobra lani je v Novem mestu potekal strokovni posvet Vloga teritorialne obrambe Dolenjske v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju v organizaciji pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske. Več o namenu in pomenu pričujočega zbornika pa nam bo povedal njegov urednik, magister Matjaž Ravbar, kustos Muzeja Slovenske vojske. Prosim. Dober dan, spoštovani gostje, povabljenci, povabljenke. Moja naloga je bilo zbrati, urediti tekste oziroma prispevke, ki so bili predstavljeni na tem posvetu v oktobru 2013. Danes pa je moja naloga predstaviti na kratko vsebino tega zbornika. Razlika med posvetom in zbornikom
je v dodatnih 3 tekstih, saj smo poleg 16 prispevkov dodali še na posvetu nepripravljene tekste Toneta Hrvata, Albina Gutmana in moje malenkosti. Vsebina zbornika je zelo raznolika, saj avtorji prihajajo večinoma z lastnimi izkušnjami in udejstvovanji iz vojnega obdobja. Večina avtorjev je aktivno delovala v okviru drugega pokrajinskega štaba teritorialne obrambe. Še več, zasedali so viden in odločilen položaj v ključnem obdobju razdružitve z Jugoslavijo. Vsebina zbornika je strukturirana tako, da gre širšega v ožji pogled oziroma pogled dogajanja. Tako nam na začetku Karlo Nanut opredeljuje območje drugega pokrajinskega štaba z geostrateškega vidika. Albin Gutman opisuje način vodenja in poveljevanja v okviru teritorialne obrambe. Mitja Teropšič teritorialno obrambo in manevrsko strukturo narodne zaščite v Posavju. Albin Gutman v drugem prispevku opisuje razvoj teritorialne obrambe Dolenjske med leti 1968 in 1991. Bogdan Aubart oriše delovanje delovnega telesa, znanega pod imenom Republiška koordinacijska skupina. Osrednji del zbornika pa je posvečen koloniji oklepnikov, ki je v Slovenijo krenila iz Karlovca, oziroma enotam teritorialne obrambe, ki so jo ustavili v Pogancih, Medvedjeku in dokončno v Krakovskem gozdu. Saj se s to temo ukvarjamo kar 4 avtorji: Aloj Završnik, Franc Smrdo, Mirko Ognjenović in moja malenkost. Po delovanju območnih štabov teritorialne obrambe nas popeljajo Janez Butara, ki opisuje 21. območni štab, Branko Kobetič, 23. območni štab in Darko Čop, 27. območni štab. Vasilije Maraš nam podrobno opiše delovanje in vojno pot Dolenjske brigade teritorialne obrambe in nam posredno odgovarja tudi na vprašanje o poimenovanju te enote, saj so se do sedaj pojavljali različni nazivi. Aleš Kulovec se spominja logistične oskrbe, Boris Pogačar pa sanitetne službe enot drugega pokrajinskega štaba. Vojko Obrul opisuje zgodbo, kako je Slovenija postala domovina. V svojem drugem prispevku pa sem dodal pregled zgodovinopisja oziroma bibliografije vojnih dogodkov na območju drugega pokrajinskega štaba, ki bo počasi dosegla številko 200 naslovov. Posvet in izdaja zbornika Vloga teritorialne obrambe Dolenjske v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju sta bila velik organizacijski in finančni projekt, ki se ne bi mogel udejanjiti brez podpore in razumevanja mnogih, ki jim ohranjanje zgodovinske resnice pomeni vrednoto za sedanjost in prihodnost. Zveza veteranov vojne za Slovenijo zato v znamenje zahvale za sodelovanje in pomoč pri izvedbi posveta in izdaji zbornika podeljuje zlate znake Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki bo podelil general-major Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Prosim, da pristopi k podeljevanju. Zlati znak za sodelovanje in pomoč pri izdaji zbornika prejmejo Mestna občina Novo mesto. Zlati znak bo prevzel župan Mestne občine Novo mesto, gospod Alojzij Mukič. Teritorialni polk 72. brigade Slovenske vojske. Zlati znak bo prevzel poveljnik polka in vojašnice Franca Uršiča Novo mesto, polkovnik Žarko Henigman. Zlati znak prejme Dolenjski muzej. Prevzela ga bo muzejska svetovalka gospa Marjeta Bregar.
Zlati znak za sodelovanje in pomoč pri izdaji zbornika prejme LTEK d.o.o. Šentjernej. Zlati znak bo prevzel direktor podjetja gospod Radko Luzar. In končno, zlati znak prejme tudi Zveza slovenskih častnikov. Zlati znak bo prejel gospod Anton Kraševec, član predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Še enkrat hvala in čestitke vsem prejemnikom zlatih znakov. Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske pa podeljuje zahvale za pripravo in izvedbo posveta o vlogi teritorialne obrambe Dolenjske v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju v vojni za Slovenijo 1991. Zahvale bosta podelila predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov Dolenjske gospod Jože Ribič in general podpolkovnik Albin Gutman. Prosim, da pristopita k podeljevanju. Priznanje, zahvalno listino, prejmejo podpolkovnik Bogdan Avbar, major Darko Čop, brigadir Marjan Grabnar, polkovnik Žarko Henigman, polkovnik Anton Klopčaver, stotnik Branko Kobetič, major Aleš Kulovec, polkovnik Bogdan Mali, polkovnik Vasilije Maraš, podpolkovnik profesor Karlo Nanut, polkovnik Vojko Obrul, polkovnik Mirko Ognjenović,
nocoj ni med nami. Stotnik dr. Boris Pogačar. Magister Matjaž Ravbar. Polkovnik Mitja Teropšič. Brigadir Alojz Završnik. In stotnik Miran Zupančič. Še enkrat hvala in čestitke vsem prejemnikom zahvalnih listin priznanj. Približali smo se sklepu današnje slovesnosti in preostane nam le še nekaj najprijetnejših dolžnosti. Najprej vas po koncu programa vabim, da vzamete v roke in si ogledate zbornik, ki je predstavljal rdečo nit tega večera in v katerem je pravzaprav ves čas tekla beseda. Izvodi, ki jih boste našli na mizah, so brezplačni in namenjeni temu, da jih ponesete na častno mesto med knjigami v svojih domovih. Seveda pa prav vse prisotne vabim, da se še zadržite na vrtovih Dolenjskega muzeja ob priložnostni pogostitvi ter ob prijetnem klepetu in obujanju spominov na prve dni slovenske samostojnosti v družbi prijateljev in znancev preživite lep preostanek večera. Hvala lepa in lahko noč. Thank you.